Takšna vrsta se je v ponedeljek vila pred zdravstvenim domom Slovenska Bistrica. Že od zgodnjega jutra so pacienti čakali na vpis za izbiro osebnega zdravnika. Zato je bilo med čakajočimi razumljivo veliko nejevolje. Za pojasnilo smo povprašali vodstvo Slovenjebistriškega zdravstvenega doma. Mi smo pravzaprav žalostni, da toliko ljudi tukaj čaka. Žal druge opcije ni. Naša pravila, naši zakoni ne dovoljujejo avtomatskega prepisa. Vsak mora sam priti podpisati izjavo in potem se je zgodilo to pač, kar vidite zunaj. Da so ljudje že malo po 5 uri so že čakali v koloni. Tako da žal. Mi obžalujemo, mi bi tudi radi, da se da drugače, ampak žal drugače ne gre. Torej lahko kljub temu zagotovite, da bodo vsi prišli do svojega osebnega zdravnika? Ja, gledajte, upamo, da čim več. Tudi nova zdravnica, ko pride, jih bo približno okrog 1500 lahko upisala. Računamo, da naj bi se danes, če bo vse v redu, tudi s sistemom izvedlo okrog 1000 upisov. Potem pa je še jutri od 2. ure ali od 12. ure popoldan se bo še tisto ostalo upisalo, kar je. In koliko ljudi pravzaprav še čaka na svojega osebnega zdravnika? V ambulanti za neopredeljene je bilo v prejšnjem tednu nekje okoli 1300 pacientov. To so predvsem bili pacienti dr. Pavlovičeve, koncesionarke, ki se je upokojila. Kot rečeno pa je nekaj okoli 400 pacientov še, mislim, da dr. Antolinčeve, ki so ostali neopredeljeni, brez zdravnika.